da Lep pozdrav, jaz sem Mojca Vozelj in moja tema je danes iskanje svetega grala o hrani in zdravju. Stara znanja za nove čase. Zdaj, zakaj sem si izbrala to temo? Zato, ker v življenju daleč najrajši brskam po starih zgodovinskih virih, še posebej o zdravju in o prehrani starih kultur. In seveda je večkrat me že kdo vprašal, ja pa Mojca, zakaj ti to sploh počneš? Ja, ne, recimo, kaj ti zdaj pomaga, če veš tam vseh 900 zdravilnih učinkovin in pripravkov, ki so jih stari Egipčani dali tam v en papirus in ti to vse spoznaš in to veš, kako ti zdaj to pomaga, saj ne živiš tako kot oni, kako boš pa zdaj to spravila v življenje. Ali pa, kaj ti recimo pomaga, če zdaj veš, da so stari Grki uporabljali kot zdravilo nekaj, čemur so recimo rekli oksimel, in a ti sploh veš točno, kaj so oni delali, saj nisi takrat živela, in kako pa veš, kaj boš s tem zdaj počela, koliko je to sploh za nas uporabno. Večkrat mi tudi kdo namigne, da recimo, stara znanja, saj to je pa vse okej, ne, ampak glej, oni so pisali po kamnih, pa tam po stenah so pisali, mi imamo pa danes druge, ne, moderne metode, pa imamo moderno znanost. Torej, recimo takole, ne, bi lahko rekli, da danes gledamo na stare civilizacije, ali pa recimo tale, kaj pravite. Facebook je zelo podoben staremu Egiptu, ljudje pišejo po zidu in obožujejo mačke. Ta mi je všeč. Ali pa recimo tale, ta mi je tudi zelo všeč. Ne, to je ena glinena tablica iz Mezopotamije, sumerska. Ja, kako so pili pivo. In veste, ta zgodba o Mezopotamiji, o Sumeriji in o pivu je zelo pomenljiva. V bistvu je izvorna zgodba naše prehranske kulture, kje smo mi naredili največje napake za svoje zdravje. Mi pa jo gledamo, kot da je reklama za pivo, ne. Pili so pa, vidite, iz enih vrčev so pili ven iz več ljudi naenkrat in take velike slamce so imeli. Evo, to malo za šalo za začetek. Meni občutek vse življenje govori, da imamo mi pred sabo v teh starih civilizacijah, starih kulturah veliko znanja, bisere, ampak mi ne vemo, kaj točno imamo pred sabo, kaj zdaj ti biseri so in kaj naj bi z njimi počeli. Zato seveda, da bomo mi vedeli, kaj delamo s svojim telesom, da bomo lahko rešili tudi najtežje bolezni, da bomo mi bolj zdravi, da bomo mi bolj umirjeni, prizemljeni, ker bomo bolje poznali svojo zgodovino. Moderna družba je precej odtrgana od tega, mi kar živimo v enem tehnološkem mehurčku in se v bistvu ne zavedamo, da smo malo ali pa zelo odtrgani od teh starih znanj. In če bi to nazaj povezali, mi bi se katapultirali v višjo dimenzijo razumevanja, življenja, zdravja, dvignili bi zavest. Kaj sem zdaj mislila s tem svetim gralom? Torej, najprej vam bom povedala, kako sem padla v past. 20 let nazaj.
Kmalu po tam na prelomu tisočletja, torej zgodnjo 2000, nekaj let po prelomu tisočletja, sem imela že kar veliko zdravstvenih težav, že kar nekaj časa, že od otroštva, ampak tam od polnoletnosti pa pol naprej, se mi je dogajalo zelo veliko stvari, ki mi niso bile všeč. Zelo sem se bala, da se mi bodo začela ponavljati, neka kritična, kronična stanja na črevesju, ker sem imela rane na črevesju in pa še pol zaporo črevesja, ko so me peljali v bolnico, ko sem mislila, da bom mogla imeti operacijo, pa na srečo ni bilo potrebno. Hkrati tisto, kar je bilo pa poleg raznoraznih vnetij, ki so se mi ponavljale, je bilo pa najtežje moje grlo. Kronično vnetje grla, imela sem laringitis in to se je ponavljalo večkrat na leto in se je vleklo več tednov, minimalno 3-4 tedne, največkrat pa po 2 meseca. In jaz sem imela tega toliko dovolj, ker to je šlo potem na ščitnico, na glasilke, na dihala, na pljuča, na sinuse, skratka, ni bilo prijetno živeti z vsemi temi stanji in seveda sem iskala rešitve. Zdravniki pač so mi dali neke protibolečinske tablete že takrat za rane na črevesju, nič niso ugotovili, kaj mi je, in sem videla, da moram si pomagati sama. In to je v meni prebudilo eno tako veliko željo po iskanju in ideja, ki se mi je nekako ves čas vrtela po glavi, je bila ta, da če sem jaz sebe spravila v tako stanje, toliko nizko, če je pot šla navzdol, pa kje piše, da ni pot tudi navzgor? Absolutno telo, ke se je toliko zrušilo, morajo obstajati neki mehanizmi, da se jaz pol nazaj, da se lahko dvignem. In preizkusila sem praktično vse možne diete, ki sem jih našla, zato ker sem videla, da je s hrano povezano, ni bilo vseeno, kaj sem jedla, to mi je telo že zelo zgodaj začelo kazati, pa najprej nič nisem razumela, potem sem pa začela odkrivati povezave. In takrat sem naletela na en krog ljudi, ki so bili pa zelo motivirani za sebe, in to je bil pa krog presne rastlinske prehrane. Takrat je bilo to popularno, tudi postenje se je takrat v Sloveniji zelo začelo in so ljudje tam hodili po naravi in so se postili. In jaz sem pač bila v tem krogu presnojedstva ali pa presnega veganstva, če hočete. Nikoli se sicer nisem karakterizirala kot z nekimi nalepkami, ali sem presnojedec, ali sem vegan, ali karkoli, ampak trdno sem verjela, da bo meni ta hrana pomagala, da me bo to spravilo iz vseh teh bolezni, in verjela sem, da je hrana neki sveti gral, zato ker ko jaz določenih stvari nisem jedla, mene ni bolelo. In ko sem pa prišla v ta krog ljudi, sem pa tudi videla, da oni tudi to verjamejo. In tam je bil en mlad gospod v 20 letih življenja, sredi 20, jaz sem bila tam okrog 30, in on je že okrog 2 leti to prakticiral in je delil nasvete. Takrat še ni bilo Facebooka, tako da so bile take spletne forumi skupnosti, to so bile dokaj redke. In on je govoril, ne, da ja, zdaj pa dajmo jesti samo sadje, zelenjavo, oreščke pa semena. Nič soli, nič ne bomo kisali, nobenega mleka, nobenega mesa, nobenega medu, nič, samo tisto strogo rastlinsko prehrano. Zakaj? Zato, ker ko ti nekaj mesecev ješ to tako presno prehrano, potem se telo resetira, nikoli več ne zboliš. Ali pa mogoče imaš še kakšen manjši ali pa tudi večji, ampak tako kratkotrajen detoks, telo to vrže ven, neke packarije, potem pa mogoče imaš še kdaj kakšen prehlad, ampak to v 24 urah običajno izzveni in stvar je rešena in potem ni kaj, moraš ostati zdrav. To je bila seveda teorija.
In ideja je bila ta, da če ješ hrano, ki ima ohranjeno izvorno kodo planeta, torej rastlinska hrana, in pa da je to surovo točno tako, kot je mama Zemlja to naredila, potem zelo kmalu ugotoviš, da nič več ne zbolevaš. A veste, to se je meni zdelo, verjetno, to se je meni zdelo eno veliko spoznanje in v bistvu, če danes za nazaj pogledam, je to tudi točno. Planet nam daje tisto, kar mi rabimo, mi smo pa potem tisti, ki to zdeformiramo, pa v tovarne nesemo, pa predelamo, pa s to hrano tisoče stvari počnemo, kar bi bilo mogoče boljše, da ne bi. To je bil meni en velik uvid, pa problem je seveda nastal, ker ta gospodič, ki smo ga malo poslušali preveč, ni čisto razumel povezave med telesom in neko drugo vibracijo, med vibracijo duše. Potem ga je to naučilo, ker je čez kako leto je precej zbolel. Jaz sem bila pa nekje 3 leta zelo zdrava, kot 1 meter od tal, od te hrane, ker mi je dalo to tudi zelo veliko energije. Ampak potem me je pa tudi mene telo opozorilo, tam 4. leto, je prišlo do situacije, ko sem imela na 6 mestih v telesu naenkrat močno vnetje. Zato, ker so visoke koncentracije peteršilja, pa zelene, pa 1 liter pomarančnega soka za zajtrk, pa 2 kili češenj za kosilo, pa kakšen sok pese, po katerem mi je bilo običajno ful slabo, ampak sem mislila, da je to za mene dobro. Vse to je naredilo ene močne procese v mojem telesu. Delala sem s previsokimi koncentracijami in to, veste, je bilo vredno najboljšega hardcore detoks protokola. To zdaj danes vem, takrat nisem. Igrala sem se z ognjem, z izvornim znanjem planeta, s previsokimi koncentracijami. V tej hrani so bile določene informacije, ki jih jaz nisem čisto razumela. No, tam je bil pa zdaj tudi en drug človek, ki pa mi je bil zelo zanimiv, v bistvu ga pa niso marali, predvsem tisti, ki so jedli strogo to vegansko dieto, in ta človek je govoril, pa saj ima tudi surovo mleko moč zdravljenja, pa to je zdravilo. In nekako se mi je to začelo dozdevati, da bi pa morala preveriti. In se šla preveriti, sem se za ene par mesecev zakopala v študije, pa tam do starih Grkov, pa zdravnike 100-200 let nazaj, kaj so delali. In sem videla, da je tudi Hipokrat zdravil s surovim mlekom, da je tisočletja do nedavnega mleko veljalo za zdravilo. Danes pa vemo, je za mnoge ljudi, dobesedno rečejo, to je pa za mene strup. Za zdravilce 20. stoletja še vedno je pa bilo rešitelj, zdravilo, ampak tisto so bili te naravna higiena, tam, kjer so uživali pretežno ali pa 100% tudi stvari surove. No, ampak tam se stvari niso končale. To je bil za mene en šok, torej, da ni samo rastlinska hrana tista, ki ima v sebi zdravilno kodo, ampak da je očitno tudi viri hrane, ki pridejo živali, da je tam tudi lahko zdravilna koda. In sem videla, da tudi ameriški domorodci, tako imenovani indijanci, so imeli znanje, kako recimo meso bizonov uporabiti za dvig moči, za obnovo telesa in kako ob tem prakticirati celo duhovnost. Ampak stvari grejo pa lahko še dlje, ne samo, da imate tam Sioux indijance, ki jejo surovo meso, ampak greste še bolj na sever, pa pridete do Inuitov, torej do Eskimov, ki pa imajo za naše pojme še veliko hujše prehranske prakse. Kaj so pa oni delali? A veste, kako so oni premagali zimsko depresijo? Ker tam na severu, vemo, je 6 mesecev bolj ali manj tema. Sonca skoraj ni in človek v takem okolju, ko ni dnevne svetlobe, hitro postane depresiven.
In kaj so oni delali? Ja, ujeli so tiste ribe, pa meso, recimo losa ali karkoli, in so to v eno luknjo zakopali za več tednov in mesecev. In so to tam pustili fermentirati oziroma gniti, in to je, ko so odprli, je blazno smrdelo. Kaj so pa pol naredili? Potem so pa vsi odrasli pa otroci, tisti, ki so bili že toliko veliki, da so to lahko naredili, imeli obred in so tisto malo mesa, eno tako majhno kroglico pojedli, kljub temu, da je toliko smrdelo, da nisi mogel iti na par metrov mimo, da se ti ni obračalo. In so tisto malo zadevo pojedli in so si s to specialiteto dvignili veselje do življenja in brez depresije preživeli tistih 6 mesecev severne teme. To je bilo meni wow, kaj so delali, pa zakaj so to delali? Pa to je, gnitje. V bistvu so s tem vnesli bakterije, predvsem E. coli, ki se jih mi v današnjem zahodnem svetu zelo bojimo. Dejansko pa je znanost v šele zadnjem času odkrila, da je stanje te bakterije E. coli, če imate vi dosti, po domače rečeno, bakterij E. coli v debelem črevesu, je tam direktna povezava v vaše možgane in toliko ste srečni, veseli, zadovoljni, mirni, kot imate tam tistih bakterij E. coli. In iz študij danes vemo, da ima večina zahodne populacije razvite družbe osiromašene te kolonije E. coli v debelem črevesju in da, ker preprosto ne jemo več bakterijsko bogate hrane. No, zdaj, bolj kot sem pa spoznavala te stare kulture, bolj pa mi je bilo jasno, da ni samo hrana tista, da oni so imeli še nekaj več. Oni so bili povezani z naravo, z izvorno silo, prav čutili so, kaj morajo iz narave dobiti, vzeti, si pridelati, uloviti, zato da bodo ohranili ta svoj mir, zdravje, povezanost, hvaležnost, tudi to duhovno vibracijo. In takrat mi je postalo jasno, da je hrana ena od izvornih energij, ki jih jaz rabim za svoje telo, ampak telo pa ni samo posledica hrane, ampak je predvsem in na prvem mestu posledica moje zavesti. Torej, kaj zdaj to pomeni? Ko ljudje to slišijo, je prvi odziv običajno ta: pol pa lahko mi itak jemo karkoli, ker če se jaz zdaj začnem ukvarjati z duhovnostjo, pa malo meditiram, pa imam ljubezen do vsega, potem pa bo itak telo vse samo popravilo, tudi če jaz jem karkoli, tudi če je to zelo slaba hrana. Moj odziv na to, ker sem se tudi sama o tem spraševala, je pač ta, da ljudi vprašam: a imaš ti res toliko veliko moč, da lahko transformiraš te toksične snovi, to odpadno industrijsko hrano brez življenjske sile, in da to spremeniš v nekaj, kar te bo pa hranilo, znotraj telesa znaš to z svojo duhovno silo transformirati, da bo nekaj, kar je v bistvu toksično za telo, potem pa postalo nekaj, kar ti to telo gradi. A res to znaš? Tudi če to znaš, v najboljšem primeru izgubljaš ogromno svoje življenjske energije v tem procesu. Zato jaz vsakemu svetujem, da se vrne na tisto hrano, ki so jo stare kulture nekoč poznale kot hrano, in ta industrijska procesirana hrana, to vse, kar imamo mi iz te predelane hrane, pakirane hrane, ta osiromašena moka, industrijski sladkor, rafinirana olja, konzerve, take stvari, ni druge, lahko ti to sicer ješ, pa rečeš: nič mi ne bo, ker sem visoko duhoven, ampak po drugi strani
ta hrana nima tiste življenjske sile v sebi, nima encimov, nima izvorne kode planeta več in torej kaj se bo zgodilo? Ja, v najboljšem primeru te bo zabilo in ti bo vzelo energijo, v najslabšem ti bo pa povzročalo bolezni. Zdaj, če gremo mogoče na to, kjer smo mi danes, kaj mi danes verjamemo, vemo, smo naštudirali, raziskali skozi empirično znanost o hrani. Imamo ta nutricionistični medicinski ideal, prehransko piramido oziroma prehranski krožnik, smernice za zdravo prehranjevanje. Jaz temu pravim znanstveni sveti gral. In sem zelo hitro ugotovila, da je pomota. To ne deluje. Ne, pri meni ni delovalo in tudi drugi ljudje, ki so se hoteli s tem orodjem postavljati iz bolezni nazaj v zdravje, to ni šlo. Malo zaradi tega, ker pač so še drugi vzroki, seveda, ne, ker morate to na nekih drugih nivojih tudi postaviti stvari, ampak jaz sem bila po tej sledenju prehranske piramide, sem bila čezdalje bolj bolna. Potem sem pa ugotovila, da to ni nič čudnega, ker nobena populacija, nobena kultura v preteklosti na tem našem planetu ni jedla po piramidi in da nihče ni jedel po piramidi in da danes je to pač en konstrukt, eno orodje, ki so ga nam dali okrog leta 1950 in zdaj mi mislimo, da imamo sveti gral, da smo našli tisto kombinacijo, ki jo mora nekdo uživati, da bo ostal zdrav. Zakaj to ne deluje? Jaz se ukvarjam z prehransko antropologijo, torej z znanji starih kultur, in tam se vidi, če greste vi to raziskovati, da to tudi že dolgo vemo, je že kar dolgo časa, napisane so knjige o tem in točno vemo, da je to tako, da žitna hrana, ki je temelj, ne, prehranske piramide, da v bistvu je poslabšala zdravje človeštva, da ga ni izboljšala. Drugi razlog, zakaj ta piramida ne deluje, je pa to, ker se s to piramido, poglejte, zlahka manipulira, ker tudi na kosu pice imate spodaj žita, pa imate nekaj zelenjave, ne, pa kakšen plod, paradajz, pa imate malo beljakovin, kako šunko gor, pa pač tisti sir, maščobe, pa še eno sladico čez pojeste, pa imate obrok po piramidi. Kaj mi je prineslo to iskanje svetega grala? Ja, prineslo mi je več spoznanj in to bi danes rada delila z vami. Prvo veliko spoznanje je bilo, da jaz danes, v tem trenutku stanju zavesti, si ne znam vse energije na tem planetu pridobiti iz sončne svetlobe in transformirati tako, da bom jaz zdrava in pač sem lačna in moram vzeti to hrano resno. Drugo je bilo, da izvorna koda, če jaz hočem ostati zdrava, je lahko v vsej hrani, ampak jo ne smem poškodovati. Moram vzeti vse, kar planet daje kot sveto. Potem tretja stvar, ki sem jo spoznala, je, da probam jesti zdaj že dolgo časa, enih 20 let, hrano brez pritiska na sebe, ampak vendarle čim bliže izvornemu stanju, kot je v naravi, torej jem več kot 50%, večinoma tudi 80% surove hrane ali pa toplotno hitreje obdelane hrane, tako na hitro popečeno. Ne jem samo rastlin, recimo vrnila sem se na domače kislo mleko, čeprav dolgo nisem jedla mleko, ker sem videla, da mi dela ogromne težave z zdravjem. In ko sem pa vrnila to izvorno hrano, ki je pa dajala zdravje celi alpski kulturi,
pa tam v Tibetu, pa v Afriki določenim plemenom, pa marsikje, ne, sever Evrope, takrat se mi je pa začelo zdravje drastično popravljati. Moj sistem se je začel celiti, obnavljati, tiste težave, ki sem jih imela prej, nič me ni zasluzevalo, ampak se je ta moj predel grla začel zdraviti. Torej, ko sem opustila pasterizirano pa sterilizirano hrano, to industrijsko mleko, pa še drugo industrijsko hrano, je bil to dejansko za mene radikalni preobrat v počutju, v zdravju. In tukaj vidim, da sem dobila noter s hrano neko drugo informacijo. Četrta stvar, ki so mi jo ta brskanja po zgodovini prehrane po starih ljudstvih prinesla, je pa, da sta dve živili tisti, ki sta danes največji problem, ki povzročata vnetja. Eno je procesiran sladkor, to je daleč najbolj vnetna hrana planeta, to je v bistvu uničujoča koda. Ima tudi karmo suženjske hrane, ne, ker je procesiran sladkor nastal na plantažah sužnjev v Srednji Ameriki, nekih 300 let nazaj, 400. In drugi problem so pa težave z žitno hrano, ki mnogi ljudje imajo, ne samo s pšenico, tudi z raznimi drugimi žiti, kadar je to glavnina njihove prehrane. Tako da, veste, zakaj je pa zdaj to? Zato, ker rod Homo, kolikor greste nazaj, ne, se zelo verjetno nikoli ni hranil z žitnimi zrni in preprosto mi smo planet. Mi nismo na planetu, mi smo planet. Mi imamo izvorno kodo planeta Zemlja v sebi in te informacije ni v genetski kodi naših prednikov in jo mi preprosto nimamo, da bi žitna zrna predstavljala glavnino naše prehrane. Vse drugo ja, to pa ne. So nas pa nanjo navadili zadnjih 10.000 let. Kdo, kako, to je pa zdaj tema za celo predavanje. Veste, da to izvira iz Mezopotamije. In na nek način je tudi ta žitna hrana v bistvu neke vrste suženjska hrana. Jaz o tem pripravljam seminar, če želite to slediti, se mi pridružite v skupini prvinske hrane in boste izvedeli več. Ampak zdaj je pomembno, da vi veste, sladkor je vnetna hrana, žita pa, ja, lahko rešite to uganko in se jih naučite pripravljati, predvsem jih je treba fermentirati, drož kruhe delati in take stvari. Ne pa tega pojesti preveč, zato ker mi nismo genetsko prilagojeni na to. Izvorna hrana, sem ugotovila, če se tega držim, nadomešča dobesedno lekarno. Jaz zdaj 19 let živim tako in v teh 19 letih cela moja družina, 6 nas je, nima nobene posebne super hrane, ne jemljemo zdravil, ne jemljemo prehranskih dopolnil, v bistvu, če zbolimo, se podpiramo s tem. Naj vam dam za konec še en primer, ko je ravno bilo zdaj Martinovo in ko se pač nekaj ljudi zastrupi z alkoholom in ker bo kmalu novo leto, prazniki, ko se dogaja podobno, vam bom dala en primer, kako se lahko recimo nekdo reši bolnice, če se pač zastrupi z alkoholom. Pred par leti sem to nazorno videla, čeprav sem že prej v teoriji vedela, ampak takrat sem pa mogla sprobati, ker je moj odrasli sin, sicer še najstnik, domov prišel pod vplivom alkohola in stvar je bila precej resna in je v eni uri je večkrat močno bruhal. Jaz sem malo čakala tam, okej, saj če je bruhal, so šli strupi ven. Hotela sem tudi, da kar naj dobi svojo lekcijo, ampak po 5. bruhanju in izčrpanosti se mi je pa zdelo, da je pa tole malo bo prehuda lekcija in da lahko pristane v bolnici, če ne bom nekaj takoj naredila. In točno sem vedela, katera hrana to zna. To je kombinacija nesegretega medu, čiste vode, pa jabolčnega kisa. In to je slavni grški oksimel. Verjetno gre že nazaj v stari Egipt. 3 deci vode
2 ali pa 3 žlice jabolčnega kisa, odvisno, koliko je močen, toliko, da lahko pijete. Čim bolj močno, ne sme pa vas čisto zažgati po grlu. 2 žlici nesegretega medu. V pol ure je zaspal, niti enkrat več ni bruhal in čisto se je zregeneriral do jutra. In to je bilo, veste, tako močno zaradi tega, ker bakterije v tej hrani, predvsem te kisove bakterije, so nore na sladkor pa na alkohol, ker alkohol je samo transformirani sladkor, in one to v bistvu skonzumirajo, odstranijo, transformirajo in izločijo. Isti preparat je zelo dobra pomoč tudi za diabetična stanja, lahko vas reši pred bolnico, lahko potegne nekoga iz diabetične kome, sem že tudi to videla, predvsem pripravki z nesegretim medom, ampak ne smete zdaj imeti tega kisa spasteriziranega, ker pol ne deluje več, oziroma vsaj ne toliko močno, da bi se lahko zanesli na njega v kritični situaciji. In ko med segrevate do 40, to se že spet nič več ne deluje, zato ker se glavni tisti encimi, snovi v medu deaktivirajo pri 37 stopinjah. Sveti gral torej ni nobena posebna hrana ali pa čudežni pripravek, ampak je preprosto odsotnost strahu. Odsotnost strahu pred življenjem. Torej to, da imate stara znanja, knowledge, ne samo science, ne samo znanost, materialistična znanost, ampak knowledge, to, kar so imeli predniki, in to dvoje povežete. In takrat ste vi v miru, ker veste, da so zdravniki stoletja, tisočletja zdravili z tem, kar imate vi danes pri roki, samo paziti morate, da to ne uničite. In potem seveda lahko še vedno uporabite zdravnike, uporabite sodobno medicino. Jaz sem večkrat rabila, ker imam 4 fante, ki so imeli veliko poškodb in smo rabili urgenco in sem hvaležna za vse to. Ampak ob boleznih pa mi že 19 let ne rabimo tega, zato ker vemo, kaj narediti in ne padamo v paniko. Torej, povežite se z izvorno informacijo planeta, raziskujte modrosti prednikov, zato da boste izžarevali mir, da boste čez dalje bolj vedeli, kako si pomagati sami. Jaz imam v krogih samozdravljenja ljudi, in vem, da ne prideš do tega čez noč, da je to postopen proces, ampak da je to preprosto zaupanje v življenje. Hvala lepa za vašo pozornost in želim vam čim več zdravja.